Dragi prostovoljci, družinski oskrbovalci in drugi, ki berete ali poslušate prispevke Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje. Danes govorim Jože Ramovš o tem, kako se staramo z odraslimi otroki. To je 5. prispevek v seriji Staranje v družini, v katerih iščemo usmeritve za lepše sožitje starejših ljudi z mlajšimi. Pri tem izhajamo iz podatkov reprezentativne raziskave o tem, s kom živi 750 tisoč prebivalcev Slovenije, ki smo stari nad 50 let, kaj pri družinskem sožitju potrebujemo, kaj zmoremo, kaj hočemo. Zadnjič smo se mudili ob dejstvu, da se jih največ stara z zakoncem. Za starost ni boljše naložbe, kakor učenje lepšega partnerskega odnosa. Zato so danes boljše možnosti, kakor so bile kdajkoli doslej. To je obetavna priložnost. Danes pa poglejmo podatke o staranju z odraslimi otroki. Tudi ti kažejo isto smer. Učenje lepših odnosov je najširša pot v lepše staranje. S svojim odraslim otrokom živi v istem stanovanju ali v isti hiši skoraj 2/3 nad 50 let starih prebivalcev Slovenije. Čez 58%. Poglejmo ta podatek podrobneje. 20% jih živi s sinom, ki je brez družine, in 15% s sinom in njegovo družino. 11%, skoraj 12% jih živi s hčerjo, ki je brez družine, in prav tako skoraj 12% s hčerjo in njeno družino. Odrasli otroci, ki imajo svojo družino, živijo starši v isti hiši, imajo pa večinoma lastno gospodinjstvo. Takih primerov je 2/3, medtem ko 1/3 mladih družin živi v istem gospodinjstvu s starajočimi se starši. Lastno gospodinjstvo starih staršev in lastno gospodinjstvo mlade družine v isti hiši ali na istem dvorišču je ugodna kombinacija za marsikaj. Starejša in mlajša generacija sta samostojni in se manj vtikata v življenje drugi, kjer to ni smiselno. Stari starši so pogosto najboljša rezerva za varstvo otrok, ko zbolijo. Vozijo jih v vrtec in iz njega, na dejavnosti. Z njimi so kak večer, da gresta starša lahko ven. Stari starši so dragoceni vzgojitelji vnukov in sogovorniki njihovih staršev. So nezamenljiva izkušnja sožitja med mlado, srednjo in starajočo se generacijo. Družine ob vseh težavah v službi in z otroki oskrbujo v Evropi nad polovico vseh ljudi, ki potrebujejo pomoč v starostnem pešanju, bolezni ali invalidnosti. Brez družinske oskrbe bi se sesul vsak javni sistem dolgotrajne oskrbe, tako danes kakor jutri, ko bo potrebovalo oskrbo nekajkrat več ljudi kakor danes. Tisti odrasli sinovi ali hčere, ki nimajo svoje družine, živijo večinoma v skupnem gospodinjstvu s starajočimi se starši. To je lahko za ene in druge prednost, pa tudi težavna življenjska naloga. Starajoči se starši so lahko do odraslih neporočenih otrok posestniški ali v drugačnem bolestnem odnosu. Ti sinovi in hčere neredko doživljajo tudi hudo lastno tragiko. Nekateri imajo izrazite duševne ali socialne posebnosti. So na primer zasvojeni z alkoholom ali mamili. Marsikateri je globoko razočaran, ker ni uspel imeti družino po svojih željah in predstavah. Neredki od samskih sinov in hčera živijo povsem za svoj poklic, za službo ali za delo na kmetiji.
V mnogih od teh primerov starajoče se matere in očetje skrbijo za njihovo zdravo prehrano in drugo gospodinjstvo, da se njihovi odrasli otroci ne zanemarijo v propadanje in v zagrenjenost, ampak živijo sorazmerno kakovostno s svojo tragiko, boleznijo ali poklicno ustvarjalnostjo. Poudariti pa je treba tudi dejstvo, da številni od teh sinov in hčera kljub svojim motnjam ali zaposlenosti pozneje izjemno čuteče oskrbujejo svoje onemogle starše, ki bi bili sicer prepuščeni socialni ustanovi v kakem tujem kraju, sami v sebi pa globoko osamljeni in razočarani. V družinskem medgeneracijskem sožitju torej res ni ničesar idealnega, prav tako pa tudi ni situacije, ki ne bi imela dobrih strani in možnosti. Povežimo ta šopek informacij še 3 raziskovalne podatke. 3 od 4 nad 50 let starih prebivalcev Slovenije so odgovorili, da so jim lastni otroci ena najpomembnejših stvari v življenju. Nadaljnjih 16% pa, da jim je to precej pomembno. Samo eden od skoraj 300 teh staršev je v svojem tragičnem razočaranju odgovoril, da mu lastni otroci ne pomenijo nič in da bi bilo bolje, če bi jih ne imel. Dodajmo še 2 spodbudna podatka o tem, kako čutimo starejši potrebo po učenju lepšega sožitja. Da bi se morali mlajši v posebnih učnih programih učiti bolje razumeti starejše, to meni 80% tretje generacije v Sloveniji. Presenetljivo pa je, da tudi kar 70% meni, da bi se morali tudi mi, starejši v posebnih programih, učiti bolje razumeti mlajše. Že zadnjič pa smo omenili podatek, da ima tretja generacija v Sloveniji s srednjo generacijo svojih odraslih otrok toliko lepih osebnih stikov in pogovorov, kolikor je nujno za vzdrževanje medgeneracijskega sožitja. To je vsaj enkrat tedensko. Pred očmi imamo torej 2 dejstvi. Prvo, danes se naglo razvijajo metode za učenje lepšega sožitja v družini. Drugo dejstvo so navedeni raziskovalni podatki o sobivanju staršev z odraslimi otroki ter o njihovih težavah, ugodnostih in željah pri tem. Ti 2 dejstvi skupaj kažeta na ugodno priložnost za lepše staranje in družinsko sožitje v prihodnje. Prispevek je bil objavljen v upokojenski reviji Vzajemnost maja 2019.